hvala občinstvu. Predstavil bi okoljski vpliv izolacijskih materialov, že prej smo slišali o gradbeništvu, pa dejavnosti v gradbeništvu. Temu smo rekli pravilo 40%, se pravi, gradbena industrija porabi kar 40% vseh materialov in surovin. Tekom gradnje porabijo stavbe in tekom uporabe kar 40% vse energije. No, in po zaključenem ciklusu zopet generiramo kar 40% odpadkov v gradbeništvu oziroma stavbarstvu. Se pravi, imamo veliko prostora, da varčujemo z okoljem, varčujemo z zmanjševanjem vpliva in podobno. Ekonomija in svetovno gospodarstvo je do sedaj slonelo na relativno poceni energiji, surovinah, drugih virih, sedaj se moramo drugače obnašati. Ekološko načrtovati, reciklirati, ponovno uporabiti, ne pa podreti, pa na novo graditi ali drugače. No, gradbeništvo nažalost ne predstavlja, tako kot globalno, 10% vse gradbene dejavnosti v Sloveniji, manj, ampak če upoštevamo še vzdrževanje stavb in delovanje stavb, je pa to več kot tistih 6%, kolikor je gradbeništvo v ekonomiji trenutno samo. No, poglejmo še definicijo, kaj je trajnostna stavba, velikokrat srečamo, varčuje z energijo, resursi, reciklira materijale, emisija toksičnih snovi, je v harmoniji, v sozvočju z lokalno klimo, tradicijo gradnje, kulturo, okolico, izboljšuje kakovost bivanja, ekološko bilanco. Marsikatera stavba, ko jo recimo mediji tretirajo kot trajnostna in podobno, vseh teh elementov nima ali pa ni v sozvočju s klimo, tradicijo gradnje, kakovost bivanja je vprašanje, medtem ko lahko to smatramo, da stavbe, ki so pa zgrajene z lesom oziroma kot les gradbeni material, pa bi lahko obklukali vse te točke. Les je res kakovost bivanja, tradicijo, resurse, emisije toksičnih zmanjšujemo, smo v sozvočju z lokalno klimo in podobno. Z lesom bomo zelo. No, kaj sem hotel danes pokazati, predvsem tukaj iz tega grafa, velikokrat srečamo emisije oziroma okoljski vpliv izolacijskih materialov je takšen in takšen na kilogram teže tega materijala. To je zelo narobe, namreč materiali so izredno različnih gostot in imajo tudi različne toplotne prevodnosti. Če tukaj pogledamo, so ogljični odtisi na enoto mase, se pravi na kilogram izolacijskega materijala zelo različni, recimo lesna vlakna, reciklirana celuloza, zelo majhen, recimo napredni materijali, superizolacijski materijali, ki imajo 10-krat manjšo prevodnost, kakor običajni, pa so recimo z velikimi ogljičnimi odtisi, tudi recimo XPS, EPS in podobno. Velikokrat boste v javnih občilih videli na kilogram, ni pravilno, dajmo pogledati zakaj. Namreč gostota izolacijskih materialov je izredno različna. Od nekih 10, dobrih 10 kg na kubični meter, pa vse do 400-600. S točkami je označene tisti izolacijski materiali, ki se v gradbeništvu najbolj uporabljajo. No, razmerje med najlažjim na kubični meter pa najtežjim je kar 1:24. Se pravi, če to enačimo, pa tega ne znamo ločiti, je zelo narobe. Se pravi, gostoto izolacijskih materialov moramo razlikovati. No, toplotna prevodnost je praktično povsod, tam okrog nič, tukaj je v milivatih prikazano, se pravi, reda velikosti med 30 in 40 milivatov na meter Kelvin, skoraj da vsi izolacijski materiali, razen prej omenjeni zelo močno izolativni, super izolacijski materiali, kot je recimo aerogel ali pa vakuumsko-izolacijske plošče. No, lesne vlakna ali pa recimo penjeno steklo pa ima nekaj večjo prevodnost, se pravi nekaj več vatov prevaja na tekoči meter pri razliki Kelvina oziroma stopinje Celzija. No, razmerje tudi tukaj poznamo 1:15, se pravi, moramo to upoštevati. No, če to upoštevamo, da bi dosegli toplotno prehodnost nič 20 vatov na kvadratni meter Kelvin, to je toplotna prehodnost dobro izolirane stavbe,
tudi to je predpisano z našimi predpisi za ravne strehe, za lahke strehe, tudi Ekosklad po novem razpisu približno to zahteva za obodno steno. No, tukaj vidimo, da izolacijski materiali so zelo različni, da so okoljski vplivi lesnih recikliranih materialov precej manjši, da so recimo napredni materiali, kot so aerogel, VIP, nekaj večji, presenetljivo je penjeno steklo za razporabe energije pa transportov, ker tovarni sta samo dve v Evropi, okoljsko vprašljivo. Prav tako se pokaže recimo naravni material pluta kot ne najboljši, z okoljskim vplivom kar precej velikim. No, kakor sem povedal, lesna vlakna, celuloza, mogoče steklena vlakna manjše gostote, ali pa recimo koncu koncev tudi stiropor, predvsem zaradi tega, ker je lahek in čeprav ima velik okoljski vpliv na kilogram, vendar z efektom naredimo kar veliko. No, če to pogledamo še v tabeli, je tako. Se pravi, da ta isto toplotno prehodnost dosežemo, potrebujemo sledeče centimetre toplotnih izolacij, od 17 pa tudi več, no pri superizolatorjih praktično s 3 centimetri dosežemo isto. No, potrebna teža na enoto površine zunanjega oboda ali pa strehe je pa različna, ne? Se pravi od 5–4 kg pa vse do 160 kg. Ogljični odtis, to pa je bilo pri prejšnjem prikazano, je pa ponekod zelo majhen, ponekod pa ekstremno velik. Tako da so okoljski vplivi različni. No, če pa to primerjamo, se pravi dobro toplotno-izolacijski obodni steno na kvadratni meter, ogljični odtis, če pa pogledamo, koliko pa storimo vsakodnevno z prevozom, z avtomobilom, je pa sledeče. Samo 5 km se prevozimo z avtomobilov srednjega razreda in bi lahko z toplotno izolacijo na leseni volni, ki je ekološko zelo primerna, izolirali kvadratni meter. Se pravi, vsakodnevno povzročamo zelo velike okoljske vplive, da ne rečem pri kateri drugi izolaciji, kjer je pač naš vsakodnevni transport pomeni ogromen vpliv. No, pa poglejmo še ogljični odtis za tako dobro toplotno izolacijo v tem primeru in druge gradbene materiale. Vemo, da z drugimi gradbenimi materiali ne moremo varčevati z energijo, ampak poglejmo, recimo z izolacijo, da bi zadostili dobro izolirani zunanji steni, povzročimo stiroporom približno 10 kg ogljičnega odtisa. Ta isti vpliv naredimo z PVC-jem samo pri 2 kg, pa pri jeklu gradbenem pri 6, ali pa pri aluminiju, ki je energetsko strašno potraten, že pri 1 kg tako velik ogljični odtis. Naj še to poudarim, da pri toplotnih izolacijah edino pri tem, ko vložimo, ko naredimo ta okoljski vpliv v zunanjo steno ali pa v ravno streho ali pa poševno streho, varčujemo v naslednjih letih, desetletjih in podobno. Z drugimi gradbenimi materiali, na žalost, ne varčujemo z energijo in povzročamo samo ogljični odtis. No, kar bi hotel povedati, z marsikaterim izolacijskim materialom dosežemo različne ogljične odtise, različne efekte, vendar moram povedati, da z vsemi temi vplivi vlagamo v zmanjšanje porabe energije. Tako da lahko rečemo, da z praktično vsemi toplotnimi izolacijami dosegamo in skrbimo za veliko manjši vpliv, ki ga povzroča gradbeništvo okolju. Toliko z moje strani. Hvala lepa za pozornost.